Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, kakšna bo naša prehranska varnost v prihodnje? Dobrodošli v Evropskih stoječih novicah. Na začetku pandemije COVID-19 se je pokazalo, da je evropska prehranska veriga ranljiva na velike izzive, do katerih je prišlo pri preskrbi. Čeprav so obstoječi ukrepi v okviru skupne kmetijske politike in drugih politik Evropske unije pomagali ublažiti najhujša pomanjkanja in pospešiti okrevanje, je hitro postalo jasno, da je treba pripraviti načrt za prihodnje krize. Evropska komisija je z objavo strategije od vil do vilic napovedala, da bo sprejela posebne ukrepe za zaščito preskrbe s hrano v Evropski uniji pred grožnjami, ko so nedavna pandemija, izredni vremenski dogodki, bolezni živali, pomanjkanje energije ali motnje v trgovinskih odnosih. Namen teh ukrepov je zagotoviti, da bi imeli Evropejci tudi med krizami ves čas dostop do varne, raznolike in hranljive hrane. Nujno bo potrebno v prihodnje sprejeti ukrepe za vzpostavitev načrta izrednih ukrepov za zagotavljanje prehranske varnosti v Evropi. Ti vključujejo vzpostavitev evropskega mehanizma za pripravljenost in odzivanje na krize na področju prehranske varnosti, ki bi ga sprožili v kriznih razmerah. Dodatni izzivi zagotavljanja prehranske varnosti je tudi nujno potrebna razprava o vsakodnevni zavrženi hrani. Različne študije ocenjujejo, da v Evropski uniji nastane od 88 do 129 milijonov ton odpadne hrane na leto. S tem povezane stroške pa ocenjujejo na 143 milijard evrov. Med odpadki konča kar petina vse proizvedene hrane v Evropski uniji. Leta 2020 smo v Sloveniji povzročili 143.570 ton odpadne hrane, kar je petina več kot leta 2013, za katero imamo prve statistične podatke. Kar polovica odpadne hrane izvira iz gospodinjstev, tretjina pa iz gostinstva in strežbe hrane. Po 10% odpadne hrane nastane pri distribuciji ali trgovini z živili ter pri proizvodnji in predelavi hrane, ugotavljajo pri projektu Hrana ni odpadek. Pomembno bi bilo usklajeno delovanje in reševanje izzivov zagotavljanja prehranske varnosti tudi z aktivnim vključevanjem vertikalne povezovalne verige v kmetijstvu, kjer na relaciji od kmeta, zadruge, živilsko-predelovalne industrije, trgovske verige do potrošnika v celotnem procesu tudi lahko bistveno vplivamo na razvoj prehranske varnosti. Temeljne premike moramo narediti tudi s tem, da v izobraževalni proces v vrtce in šole še aktivneje vključimo vsebine, s katerimi bomo naše prihodnje rodove vzgajali v duhu racionalne potrošnje. Napovedi kažejo, da je pred nami obdobje, ko bo potrebno napolniti vsa skladišča in strateške rezerve s hrano. Hkrati je potrebno pripraviti načrt za zagotovitev energetsko-prehranske avtonomije v naslednjih letih.